Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Tole oddaja je v bistvu vsekakor pogojena s tem, da smo bolj manj vsi doma, da delamo doma, da delamo na domu. In že ko se je vse tale zgodba začela, smo rekli, ok, enkrat bo treba govoriti o orodjih za komunikacijo. In tale današnja oddaja je ravno temu namenjena in namen je, da v bistvu malo pokomentiramo ali pa delimo izkušnje, ki jih midva imava skozi uporabo recimo različnih orodij, tako da bojo mogoče poslušalci mogoče malo bolj informirani ali pa se bojo lažje odločili, kaj je morda tisto, kar velja še probati, poleg tistega, kar že najbrž tako poznajo. Ja, zdaj smo vsi v taki situaciji, da smo se morali praktično v enem tednu predstaviti na splet. Mi glede na to, da sem da gradbena informatika, smo že dosti orodij teh prej uporabljali, ne? Ampak zdaj pa dejansko v takem obsegu, kot zdaj, nismo pa še nikoli. Tako da so se odločili, da bova delila najine izkušnje, pa mogoče pozvala, da lahko še vi poveste, mogoče, če imate kako drugo orodje, ki ga lahko priporočate, ki je še bolj primerno za inženirsko delo in karkoli od tega. No? To je ideja za danes. Kdaj si, Robi, prvič kaj tazga uporabljal, po mojem, takrat, ko si bil v Stanfordu, ne? Pravzaprav že prej. Tako, zdaj malo zgodovine, no. Jaz sem dejansko diplomiral leta 2004, zdaj bojo vsi še računali, koliko sem star. Ampak pa eno okrogla obletnica je danes, ne? Mislim, letos, ne? In to je že mim. Tako da takrat leta 2004 sem se jaz potem upisal mislim, da je bil celo prvi podiplomski študij gradbene informatike, ki se je izvajal nadaljavo. In to je bil en študij, ki se je izvajal med univerzo v Corku, Dresden, Maribor pa Ljubljana. In takrat smo imeli vsa predavanja, smo imeli v bistvu nadaljavo. Se pravi, predavatelji iz tujine so imeli nadaljavo, mi smo sedeli v učilnicah in tako sem je začel v bistvu. Ne? Tako da v bistvu tole podoživljaš skoraj, samo v drugi vlogi zdaj. Ja, zdaj podoživljam v drugi vlogi, pa moram reči, da se vseeno v teh več kot 15 letih marsikaj spremenili. Predvsej na boljše, ene stvari so pa čiste enake, kot so bile. Tako da najprej se seveda porabi 15 minut za to, da se ugotovi, komu mikrofon ne dela. A se slišva? A se slišva, ja. Tako danes, ko so začeli snemati, lahko Matevž pove prvo, kar sem mogel narediti, se mogel računalnik resetirati, ker je mikrofon odpovedal. Tako da, ene stvari so ful boljše, ene so slabše. Zdaj, če bi rekel, tisto največja razlika med danes pa prej je ta, da so uvedli gumb za utišanje vseh ostalih razen predavatelja. To je najbolj uporaben gumb. Ja, ta mora imeti takoj, ta je shortcut na tipkovnici. Ja, skoraj. No in tako takrat leta 2004-2005, takrat smo delali, če se ne motim, kaj je bil? NetMeeting. NetMeeting je bil na Windowsih, ja. Ja, NetMeeting. Pol smo že, se prav ne spomnim več, na čem smo že. Mislim, da bo vse skupno na NetMeetingu. No, ampak pol to ni vse, ne. Pol sem pa 2006 sem bil pa na Stanfordu, na tem PBL kursu. To smo pa tudi uporabljali en kup enih stvari za delo nadaljavo, ker najprej si bil v ZDA, pa si prišel nazaj, pa si v bistvu 4 mesece delal nadaljavo, pa smo šli pa nazaj, ne. In to je bilo še pa slabše, ne. Tam pa niso vas samo predavanja, tam pa treba tudi s kolegi delati, pa Američani se niso nič prilagajali časovni razliki, tako da smo ob 2 zjutraj imeli sestanke in tako naprej. Tako da ja, imam večletne izkušnje z delom nadaljavo, ampak takole v takem obsegu, da bi pa jaz bil v predavateljski vlogi, to je pa prvič. Ti pa tudi imaš ene izkušnje, ne? Ja, dolgo časa sem dejansko po tem študiju, ki si ga ti omenil, se je naredil en tak študij, malo drugačni obliki, ki ga je vodil Cork, pa je bil zraven tudi Maribor in Ljubljana. No in tam sem jaz eno predavanje imel in je bilo tudi kar zanimivo v bistvu, no. Ja, no nazadnje je bilo pa tudi v začetku tega leta, pa konec prejšnjega leta je bil pa BIM+, ki se je tudi dejansko izvajal deloma nadaljava.
Tam je ena taka zanimiva kombinacija, ne, ker v bistvu imaš neke vse študente v predavalnici, pa ene, ki so nadaljavo. Tako da ti je majčkan drugačen setting kot to, v čemer pač situacija, kot smo zdaj, ne, kjer je dejansko vsak ima svojo povezavo, ima svoj računalnik, tako da je precej drugačne. Ja, no in kar lahko zdaj rečemo, ne, je to, da lahko pač malo deliva najne izkušnje. Mogoče, kjer orodje smo včasih uporabljali, kjer orodje se uporabljajo danes, kaj se je izkazalo za v redu, kaj se ni izkazalo za v redu, pa mogoče pa na koncu pokomentiramo vse skupaj. Mogoče sam to, da v en tak kontekst postavimo se to. Mogoče bo predvsem izhajala iz tega, da pač imamo neka predavanja oziroma vaje. To je mogoče malo drugače kot nek sestanek, kjer je vse vaje in predavanje gre predvsej tako ena na več, neka komunikacija, ne pa nek sestanek, kjer se pričakuje, da vsi nekako sodelujejo in tako naprej. Tako da mogoče vsa ta orodja niso za vse te pač scenarije primerna, tako da mogoče sva mal bolj na to stran, saj ne vem, saj zase lahko trdim, da imam več izkušenj s tem, kot pa z sestanki nadaljavo. Ja, jaz imam izkušnje z vsem, ne, tudi vaje in seminarje, ki jih vodim, seminarji so bolj tako kot sestanki, vaje so čisto poseben tip, pri vajah morate vedeti, da jaz imam recimo največ, kar sem imel online, je bilo mislim, da 65 študentov na vajah in to moram zagotoviti, da z teh 65 študentov dejansko sledi na nek način, pa če ima kdo kako težavo, da jo rešim in tako naprej. In to je čisto en drug pristop, tako da bomo mogoče komentirali iz vseh treh pristopov. Zdaj Matevž ima tak ena na mnogo, jaz imam pa izkušnje mnogo na mnogo, pa mnogo na ena, tako da pa bomo pa poskušali vsa orodja razdelati. No. Kje začneva? Kaj največkrat ti uporabljaš? No, deva tako, mogoče še najlažje. Kaj jaz največkrat uporabljam? V bistvu bom tako rekel, no, v prvem tednu teh naših novega načina predavanja, no, na FGG, sem jaz osebno raziskal en kup orodij in na koncu sem pristal pri storitvi Zoom. Zdaj ta storitev Zoom, večina vas že pozna Zoom, v bistvu se je pojavil kot neka zelo dobra alternativa Skypeu najprej in moram reči, po 4 ali 5 tednih uporabe Zooma, jaz sem nad njim navdušen. Malo manj sem pa navdušen nad vsem, kar se trenutno okrog Zooma dogaja. Če ste kaj opazili, govorice naj bi imeli ogromno nekih težav z zasebnostjo, pa neke varnostne luknje so že bile že od samega začetka noter, pa zdaj bi naj bilo nekih s Kitajsko itd., tako da to samo kot opozorilo. Če imate kakršnekoli dvome glede zasebnosti ali pa če delite kakšne državne skrivnosti, ne vem, če kakšne maske prodajate vladi v zadnjem tednu, pa mogoče Zooma ne uporabljati, drugače pa kot storitev je pa vrhunska. Kaj pa ti, Matevž? Ja, v bistvu mogoče sam glede Zooma, sam še malo sem dejansko pogooglal in je bil ravno včeraj še en članek objavljen ravno na to temo, ne, na pač varnosti. In pa mogoče, če to kaj sledite, ste lahko opazili, da je Google prepovedal uporabo Zooma, pa FBI, pa ni da ni. Skratka, po drugi strani pa sem en podcast poslušal, ki so ravno tudi o tem pogovarjali, pa so rekli, da tis je pač Zoom je bil zmeri tak, ne, da je pač nek startup bolj ali manj, ne, kjer je iz nekih 20 ali pa 10-15 milijonov uporabnikov, kot so jih imeli, in jim je zdaj v bistvu v teh parih tednih poskočilo število uporabnikov na 200 milijonov. In da so vedno iskali samo priložnosti, kako bojo nove zmogljivosti v Zoom ugradili, možnosti, ne? In da je jasno, da je bil ta del, ki se tiče pa varnosti, malo zapostavljen, je bilo pač zmeri tam, ok, sej bo, ne? In če kaj programirate, veste, kako je s tem, ne? Pač stvari ostanejo take, kot so, ne? Ker jih naredite na najlažji možen način. In mogoče se na koncu izkaže, da niso najboljše, ne? In po vsej verjetnosti se je to zgodilo tukaj, ne?
kjer je tudi recimo tam, ki je treba kakšen klikant I agree, ne, na kakšno licenco. Pa zdaj po ta novem, ko so šli tiste licence brati od Zooma, so videli, da mislim, da je bolj ali manj lahko prodajo, ne vem, kaj tvojega Facebooku, ne. Je tako, da so v bistvu oni bolj ali manj rekli, ups, se sploh nismo vedeli, da to not piše, ne. Tako da, ja, skratka, tako kot si Robi že rekel, ne, zdaj, če ste zelo občutljivi na varnost, zasebnost in tako naprej, potem mogoče počakajte, zdaj Zoom kakšen upgrade naredi. Drugače pa mislim, da ni panike, ne. Če lahko dodam, zdaj Zoom je imel 2 upgrade v zadnjem tednu, pa postali so 2 maila nam uporabnikom. Jaz sem moral namreč kupiti licenco, dostop do Zooma, ker je bila drugače brezplačno, imel omejitev 40 minut na sestanek, kar je premalo za naše vaje in predavanja. No, in ko se je prvo pojavil ker so se pojavili članki, da je nekaj narobe z Zoomom, sem je šel dejansko brati in sta bili 2 napaki. Za Windows je bilo, da je bilo nekaj narobe v tisti možnosti pošiljanja datotek prek čata in Zoom je prvo, kar je naredil, je to preprečil, pa je pa zdaj popravil, da so to popravili. Na Macu je bilo pa tako, da je ob namestitvi pustil nek paketek nekje in zdaj, če bi vi imeli na Macu drugega uporabnika na istem računalniku, bi on lahko prek tega neke skrbniške pravice prevzel, kar itak ne pride v poštev za večino uporabnikov, ker je samo en uporabnik na Mac računalnikih. Tako da jaz nisem neki zaskrbljen, poleg tega, če koga zanima, kaj v računalniški grafiki, ali pa kaj upam, da mi bo reš mail poslal, ker da bo moj Zoom udaril. Tako da jaz še vedno Zoom uporabljam. No. Se pa izkazal za vse te stvari, ki jih jaz potrebujem, pa sem delil prek Zooma že vse živo, od AutoCAD-a do Archicad-a, do Revita, do Excela, vse ne, in dejansko deluje tako, kot mora. No. Z vsemi ostalimi storitvami, ki sem jih poskusil, bilo pa z vsako me nekaj motil, tako da bom tudi potem pokomentiral, ko bo druge omenjala. Ja, skratka, mogoče še predno jaz rečem, kaj jaz uporabljam v glavnem, ne? Mogoče v to skupino, ki je nekako Zoom trenutno, če govorijo o Zoomu, bi lahko uvrstili še Big Blue Button, Cisco WebEx, Adobe Connect, Jitsi in še najbrž mnogi od drugih, ki jih ne poznava. Big Blue Button imamo na faksu inštaliran, to poznava, to uporabljamo. Kaj pa mogoče malo namen mogoče drugačen, majčkeno drugačen od Zooma direktno, ne. Big Blue Button se mi zdi, da je vsem bolj nekako za učenje prilagojen. Robi, kaj praviš? Nekaj tazga, ne? Ja, Big Blue Button je načeloma zelo podoben Adobe Connectu, pa tako je, da ta BBB ne deluje sam po sebi, rabi še neko drugo platformo. Mi imamo to grejeno v Moodle, da mislim, ta platforma potem skrbi za uporabnike, pa za vloge in tako naprej. Ampak dejansko zato, glede na to, da je odprt, mislim, da je odprto koden. Vsaj vem, da brezplačen deluje vrhunsko, mislim, nimamo kaj reči. Zdaj, kaj mene moti, zakaj ga jaz ne uporabljam? Če bi uporabljal recimo za predavanja, bi lahko bil čisto v redu, s tem, da sem slišal od uporabnikov, da ima ene težave, tukaj lahko PDF dejansko gor naložiš na strežnik, pa potem predvajaš iz strežnika in tista pretvorba mu ne gre, vedno čisto v redu, ampak to imajo vsi težave, to ima tudi Adobe Connect iste težave in tako naprej, lahko pa se da deliš PowerPoint. To je ena težava, ki sem slišal. Druga težava, ki sem jo pa jaz izkusil, je pa to, da v bistvu deljenje aplikacij pa to deluje, ampak ima kar hud zamik, miško ne kaže tako dobro kot recimo Zoom, pa na koncu, ko obdela posnetek in ga objavi, ne, tisti posnetek je zelo slab za deljene aplikacije. Očitno ima neko privzeto ločljivost in to se na AutoCAD-u, veste, ko so črte, ali pa na Archicadu, ko imate tiste linije, pa to se nič ne vidi, ne. Zato ga jaz ne uporabljam. Drugače pa tako za na hiter, pa za sestanke, to tudi mi uporabljamo za sestanke kolegija, pa mislim, da nimamo nekih posebnih pripomb, ne. Ne, za tako, da malo video deliš, pa da se vidiš, to super dela. Je pa, moram reči, no, tukaj nekako tiskar je najbolj pomembno, se mi zdi pri teh orodjih, je, da
da ne zahtevajo enega uporabniškega računa, ne? Saj za vse tiste, ki so povabljeni v nek sestanek, ampak dejansko jih povabiš v to sobo ali v to konferenco samo z povezavo oziroma neko kodo, ki jo morajo poznati. In jasno, to omogoča precej enostavno uporabo za vse uporabnike, ne samo za tiste, ki gosti nek tak sestanek, predavanja, karkoli že. Ne. Tako da to je en tak zelo pomemben vidik teh orodij. Ja, no in na podoben način deluje tudi Cisco WebEx, na podoben način vse Jitsi implementacije delujejo. Jitsi je tudi ena od protokodna rešitev, ki pa terja malo več, da to namestiš na nek strežnik, ampak je pa še močnejša kot je Big Blue Button. Pa imate tisti mogoče, ki tega ne bi sami počeli, imate eno spletno stran, mislim, da je ustavimokorono.si. A je, Matej, se spomniš? A ni delo doma? Ne, mislim, da ustavimokorono.si, oziroma, če hočete sestanke narediti, pa meet.ustavimokorono.si. In imate gor, eni Slovenci so naredili implementacijo na ponudbo brezplačno v uporabo zdaj za čas tele izolacije, in to pa tudi dela res. Meni se zdi, da celo dela boljš kot WebEx. Tako da lahko preizkusite za sestanke, super, lahko delite zaslon, ne vem pa, koliko je s posnetki, ker mi smo še vedno na Big Blue Buttonu. No. Mogoče tisto, kar je se treba jasno pri vseh teh orodjih zavedati, pa mi dva rečeva, ja, en dobro dela, drug slabo dela. V glavnem delajo vsi dobro, če je povezava internet, ki jo imaš dobra, ne. Dober si se spomnil. Tako da vsi dobro delajo, če je povezava dobra, potem pa eni delajo malo boljš, če je povezava malo slabša. Ne? To je razlika tam, kjer se ta orodja ločijo med sabo predvsem. Medtem, ker recimo Adobe Connect, če nimaš dobre povezave, tisti raj pozabi vse skupaj, Zoom pa kar tudi slabša povezava, pa bo že naredil v redu, ne? Ja, no, jaz sem na zelo slabi povezavi. Jaz sem doma ADSL povezavo s tem, da je pretok navzgor, imam jaz mizernih 1 megabit na sekundo in morate vedeti, da delim Archicad recimo, pa me študenti čisto v redu vidijo in slišijo. S tem, da nisem edini v hiši, ki to uporablja, ker tudi žena dela prek spleta in to dejansko deluje. Tako da mogoče tudi zaradi tega sem tako navdušen nad Zoomom, ker z WebExom nisem nikamor prišel. Adobe Connect nisem niti poskusil, ker to imamo izkušnje od druge. Tako sem pa Jitsi poskusil, Jitsi tudi kar v redu dela. Res, ti se tudi ok. Tako da to, no. Sami poskusite, kaj vam deluje, pa kjer imate dostop. Za Zoom vas samo opozarjam, Zoom nima vseh opcij, ne morete sestankov napovedovati, pa tako naprej, če imate brezplačno verzijo, ampak drugače pa do 40 minut dela super, no. Pa tako namig prvi dvakrat vam bo avtomatsko podaljšal na dlje. Res, ali kaj? Ja, prvi dvakrat ti pri 30 minuti reče, ok, ti bom pustil danes neskončno. Res. Pa ga sploh ne ugasneš, ne? Ne, ker ima neko omejitev 24 ur, ne vem, kako neka omejitev je. No, ok, to je recimo ena taka stvar. Še nekaj sem hotel dodati. Te storitve se malo razlikujejo med sabo, ali morate kaj namestiti na svoj računalnik ali ne. In za Zoom recimo morate imeti neko aplikacijo. Big Blue Button ni treba nič, dela vse prek brskalnika. Pri WebExu je eno ali drugo, lahko prek brskalnika pa z aplikacijo. Adobe Connect je vse prek spleta. Ja, ne. A ni? Ja, je. Nekaj se naloži zraven. Ti še v Flashu dela, veš, to je Adobe. Ja, vem, mislim, da ni treba nič. Ne, mislim, da se še zmer naloži. Dobro, res, da nisem že 2 leti uporabljal tega, ampak nazadnje, kot sem, se je še zmeri naložil en programček, ki se je pol dejansko pognal. No, Jitsi deluje pa tudi prek brskalnika, ta ni treba nič nalagati. Tako da mogoče tudi za koga tudi to tista odločitven faktor. Ja, v bistvu, mislim, to, ko vidiš, mislim, kam so spletne tehnologije prišle, ne, da lahko čez splet, oziroma pač sam skozi brskalnik
deliš zaslone, deliš ne vem, datoteke in ne vem kaj še vse, video, audio, res so, v bistvu tele standardi so res napredovali, tako da 10 let je kar dolga, ne? Ja, od NetMeetinga, kjer si imel neki kar ni delal, pa slika je bila, ne vem, VGA, ne? 320, 240 je bilo, mislim, da. Ja, VGA. To je bolj da nič ne vidiš. Pa ni VGA 640. 640, ne 400. Ja. Ja. Kva pa je pol tisti? Ja, ne vem. Mini VGA. Ok. No, skratka, kaj pa jaz uporabljam, jaz pa v večini primerov, razen za ene predavanje, ki jih imamo na programiranju, kjer tale Big Blue Button uporabljamo, uporabljam za predavanje kar YouTube Live, kjer jasno, pač predavanje so vsem drugačno, skratka gre bolj za tisto komunikacijo ena na več, kjer pač imajo študenti še zmeri možnost, da skozi chat, ki je vključen oziroma je del tega YouTube Live ali pa konec koncev bi lahko tudi čez Facebook to isto delo, imajo priložnost kaj pokomentirati, kaj vprašati, ni pa zadevo nekako, nimajo pa dostopa prek videa, audija in tako naprej, ne. Tako da meni se zelo dopade, dela super, kot rečeno je pa jasno spet odvisno od same povezave, ker tle, ne vem, jaz streamam 720p, sem z namenom omejil ravno zaradi tega, da ne zasedem praktično cele povezave tukaj od doma. Drugače bi čisto normalno delal tudi 1080p, ker je pol že, to je pa to, ne, v bistvu še cel kup TV programov nimamo te ločljivosti, ne. Zakaj bi se imel, kar 4K? Kar 4K, ne, kar streamam 4K. No, jaz bi sam poslušalcem povedal, da se tukaj Matevž pogovarja o 720p uploada, Ja. z tega še downloadati ne morem v realnem času, tako da zato mene za YouTube Live mi ne pride pošteno, ampak me pa nekaj druga zanima, koliko te pa kaj vprašajo študenti, na to ker prek čata? Ja, prek čata, v bistvu je pa recimo, ter je to malo tako, malo se moraš navaditi, zaradi tega, ker je vseeno tako 10 sekunden zamik. To, kar na YouTube pride, kar oni vidijo, sem jaz že 10 sekund nazaj povedal. Aha. Tako da to moraš vzeti v račun, tako da jaz se ne obremenjujem pred tem, ampak enostavno oni napišejo vprašanje, jaz zaključim nek sklop, pa grem pa dejansko tiste vprašanja pogledati, vidim, če se je kaj nabrali in potem pač za nazaj povem. Tako da ni tiste res, ni neke interakcije v realnem času, ampak za take predavanja, tudi realno v predavalnici najbrž ne bi vsred stavka ustavil se pa mu odgovoril, ampak bi pač počakal do konca, da pač nekaj povem, pa se, ne vem, pač povem neke odgovore ali pa vprašanja vzamem ali kaj podobnega, ne. Ja, no, to ti uporabljaš YouTube Live, jaz uporabljam Zoom, pol pa še vmes je pa še ena cela paleta drugih orodij, ki so tudi pol ali pa manj uporabna. A si še kaj druga uporabljaš študenti? Ali? V bistvu študenti, to da, ne vem, če smo z enimi parimi študenti, da sem bil tako prek Skypa na vezi, tam za tiste, ki imajo izbirni predmet programiranje, smo še tale Slack uvedli, ki je nekako tak de facto standard za tako komunikacijo v, ne vem, takih bolj programerskih okoljih. Tako da ja, no, to je v glavnem to, kar uporabljam, ne. Mislim, pol pa jasno, če bi začel pa še malo bolj privat govoriti, pol pa tam se podprejo stvari, še mnogo bolj, so bolj raznolike, ne, jasno odvisno od tega, kdo te kliče, s kom se pogovarjaš in tako naprej, ne.
Ja, seveda, pa zdaj začnemo pa pogovarjati o raznih Viberih, pa WhatsAppih, pa FaceTime. Ti imaš FaceTime, ne? Ja, ampak najbolj zanimivo je v bistvu, ne, ker pač moja hči klavir igra v 5. razredu in jasno zdaj tudi nima jasno glasbene šole in ima profesorico, ki je že zelo v letih. No in se ta profesorica jasno doma ima vse Appleovo, ne? Od nekega telefona do tablice, do iPada, do prenosnika, do iMaca, da ni, ne. Ampak to je tako, ne. Ni pa najbolj vešča pri vsem tem, ne. Ampak se je naučila vse uporabljati. Ampak to, kar sem hotel reči, je v bistvu, ne, da smo včeraj, sem prav štel na vse različne načine, ki smo mi že s to našo profesorico za klavir komunicirali. In sem kar začel naštevati, skratka, po telefonu, po SMS-ih oziroma pač Messengerju, Viber, WhatsApp, Skype, to je to. Vse možne stvari, v bistvu zato je tako, veš, tisti, kar je najprej, kjer me najde, ne, tisti pokliče, tako da jaz včeraj kar naenkrat nekdo me kliče na WhatsApp, v bistvu, to sploh imam. In ja, imam, ne. In prav zanimivo, prav zmajezen se na koncu, da vidiš, koliko, ne vem, različnih stvari dejansko obstaja. No, pri nas tudi sin hodi v glasbeno šolo, pri nas so pa v skladu z našo linijo tudi bolj nazadnjaški in uporabljajo Skype. Ampak moram reči, da ima Skype hude probleme. Dejansko ne dela vredno, ampak ne morem tega učitla, ne morem prepričati, da bi kaj druga uporabil. Tako da Skype ni najboljš, no, skozi prekinja, ful je občutljiv na povezavo, groza, no. Tako. No, hotel sem reči še nekaj druga, ne. Recimo Google je zdaj prepovedal uporabo Zooma svojim uslužbencem, ampak najbolj hecen pri vsem skupaj mi je to, da oni imajo eno svojo storitev Hangouts. Zakaj bi njihovi zaposleni sploh Zoom uporabljali? To je prva stvar. Ti sem pa slišal eno tako hudomušno, ne, pa mislim, da tudi, zanj sem šel prav gledati, ja, pa zakaj pa mi ne bi Google Hangouts kaj uporabljali, ne? Ja, lahko ti jaz povem. No, povej. Ker je za nič. Sej, to je bilo tudi komentar od unih, ne, rekel, da Google se skozi trud to uničiti, total, ne, ampak se še nekako ne da. Hangouts še kar nekako deluje, zelo čuden še zmeraj, ne? Ampak eni so očitno toliko v tem Google ekosistemu, da še Hangouts zraven uporabljajo in ga ne morejo čisto cancelati, ne? Tako da ja, kar zanimivo. Meni je grozen, res sem poskušal Hangouts, pa ne dela, pač enostavno ne dela, nič ne slišiš, slika se ne vidi, groza. Tako da to je prvo, kar pa res odsvetujemo do vsega tega. Ja, druge stvari, kar dela, ne? V bistvu, kot rečeno, vse odvisnosti od pač predvsem od povezave in jasno, s kom se pogovarjaš. FaceTime, kot rečeno, meni super dela, ampak nimam prav veliko kolegov, ki imajo iPhone, ne? Še Robi je šel na Androida, ne? Ja, pred veš kolikimi leti. Ja, vem, ja. Še kar traumiraš. Ne, jaz sem po mojem že, zadnji iPhone, ki sem ga imel, bil iPhone 5. Tako da. Ja, lej, pa sej dober, 5 je zakon, ne, majhen. Zdaj tako govorijo, da bojo novega SE dal ven enkrat. V redu. Ja, no pa so pa še ena orodja, ne, ti si rekel, da YouTube Live uporabljaš, pa so pa še orodja, ki ti pomagajo. Ja, v bistvu zdaj pa tako, ne, in Facebook Live, oziroma pač to živi prenosi na Facebooku in prek YouTuba, je možno narediti, mislim, še celo brez kakršnega koli dodatnega softvera. Tako da na YouTubeu v bistvu enostavno kar odpreš, on odpre tole webcam, ki imaš, in začne streamati ti v živo, in je to, ne. Zdaj, če bi hodil pa majčkeno bolj, pa ne bom rekel tega profesionalno se tega lotiti, ne, ker tudi tisto, kar jaz delam, je tako skrb zmetan zelo na hiter, ne. Obstaja pa cel kup enega softvera, ki
pač omogoča, da narediš, po angleško se temu lepo reče lower thirds, v bistvu, da tiste spodne napise narediš, da v zadje narediš, da imaš green screene, mislim, ni da ni. No in software je pa tam od profesionalnega, takšnega, za katerega je treba resen denar odšteti, recimo en Wirecast je že tak, ker mislim, da je ta najbolj osnovna verzija nekih 400 plus evrov, pa vse pol naprej, ne, z raznimi dodatki. Obstaja pa tudi open source, ena taka zadeva, odlično deluje, to uporabljam jaz pol za tale moj YouTube live, imenuje se pa Open Broadcast Software, OBS po domače, in dela super na Windowsih, na Macu, na Linuxu, skratka zelo v redu, in ti pač omogoča, da združuješ različne pač streame, ali so to lokalni, ali šeraš video, šeraš zaslon, karkoli, ne, in to združuješ v nek stream, ki ga potem pač pošiljaš na YouTube ali pa na Facebook. Obstaja pa še ena taka zadeva, če si nočeš nič namestiti, obstaja pa StreamYard, ena spletna storitev, ki pa pač to vse skupaj narediš kar prek spleta, prek brskalnika, in tisto mogoče je tako, no. Saj zadnjič sem na enem takem živem prenosu bil na Facebooku in je zadeva tako, spet odvisno od kakšno povezavo imaš, ne. Tle je treba razumeti, da gre pol najprej ta stream, najprej na StreamYard, pa pol od tam na Facebook, skratka pol se te stvari zelo začnejo komplicirati in je še toliko bolj odvisno od tega, ali imaš dobro povezavo ali pa ne. Pa najbrž še cel kup drugega softvera, ki omogoča neko streamanje na različne tele servise, ne, ni sam YouTube ali pa Facebook tak, Twitch je recimo za one, ki v tem času se kaj igrajo tudi doma, ne. Twitch je pa v bistvu nekaj podobnega kot YouTube, sam da tam gor so pa sam igrice streamajo, ne. Ja, pa še marsikaj druga. Večinoma neumnost je. Ja, recimo, ne. Ampak veš kaj, zdaj, ko smo že pri tem streamanju, v bistvu pa Twitchu, ne, ampak nima to nobene veze. Veš, da sem postavil tale Minecraft server. Le, zakaj? Ja, zakaj? Zato jaz sem hčera rekla, da bomo midva kaj naredila, ne. Bomo midva se malo gradbenika igrala. Prav. Tako da. Mene nisi pa nič povabil, ne? Ja, lej, to še pride. Čak, da mi da tam narediva najprej, da se naučiva, ne? No, ti kaj dej, pa jaz ti si nova gor spustil, pa ta zgubla takoj. Ja, se verjamem. A kaj igrata? Jaz to precej igrala, sam zdaj niso več na tem, zdaj so na, kaj je že zdaj, da se neki streljajo. Ne vem, to tako prehaja, ne, od itak, igrem in zdaj... Ja, lej, mi da so to šele odkrila, no. Minecraft, zdaj 10 let ali 15 let potem, kaj je bila igrica ven zdana. Ne, to so še zmeri, se ful igra. Ja, se ne. Robi, imamo še kaj? Kakšno zelo modro besedo zapovedati za tele. A ja, kaj pa za tele čete? Razen, da sem tamle Slack omenil. Ja, zdaj, kar uporabljajo študenti, tako, no, tisti, ki so malo bolj napredni, so sedaj na Discord vrga. Na Discord so se vrgali, ga? Ja, ne vem zakaj. Obstaja tudi Facebook for Teams ali nekaj takega, ampak je, ne vem, skoraj tako nadležen kot LinkedIn, tako da tisto svetujem. Ne vem, tako, no, zdaj, kot jaz opažam študente, Dropbox nekaj ful zgublja na priljubljenosti, zaradi tega, ker imajo tam omejitev 2 giga, je očitno kar majhna, no, zdaj večino so si na Google Drive-u. OneDrive se nikoli ni prijel za deljenje datotek. Drugo se pa niti ne pojavlja. Včasih so bili, če se spomniš, še Spiderov, pa Oak3, pa en kup teh storitev je bila tudi ena slovenska. Jaz se zdaj ne vem, če se dela. Tudi ena slovenska, to je ta Kufr, če poznate, KOOFR,
z deljenjem datotek. Ta full prednost te storitve je pa ta, da lahko dejansko, če imate recimo na Dropboxu account, pa imate na Google Drive account, pa vse to upišete v kufer in vam vse skupaj združi v eno področje. Ne? Tako, če boste... Super. Na koncu še to zgodovin, kje imam sploh to, ne? Ja. Kufer na več dela, sploh nam več vedel, kje to imam. Točno to. Tako da, se pravim, tega je ogromno, ampak kakor jaz opažam, so ljudje enostavno ostali na tistem, kar poznajo. No, zdaj večinoma vsi Google Drive uporabljajo. Za chat pa se mi zdi, da ali SMS-e, ne, v Sloveniji, pa tako v Evropi smo ful na ta Viber, nekako navajeni, no, ampak tujina pa so pa vsi na WhatsAppu, kar mi je zelo zanimivo. No. Drugo pa je niti ne, no. Mene Slack recimo ni nikoli prepričal. Ja, sej. To je enostavno, ko smo ga zmerili, ne vem, če se spomniš tudi na Beama Plus, v bistvu, ko je bilo začetka, je bilo kao nekaj, da pa Slack, ne. Ampak to tudi ni namenjen, da se enostavno, čeprav je bil narejen za to, da se kao, da naš več e-mailov pisal, ne. Ampak niso uspeli pri tem. Ne, definitivno ne. Ok. To je, se mi zdi, da je tole en tak zelo hiter pregled tega, kakšne izkušnje imamo midva, koliko je Robi že omenil, lepo bi bilo, če kakšne izkušnje tudi vi delite. Predvsem bi naj zanimalo, kako ste se tega lotili v vaših podjetjih, kjer verjamem, da so stvari kar naenkrat se morali digitalizirati čez noč. Ni več najbrž vsakodnevnih takšnih sestankov in kako se to rešili, ne? Ja, no, jaz upam, da ste našli svoj način, ki za vas deluje. Če pa ste še kaj druga našli, pa definitivno sporočite. Zdaj nekaj sem hotel predlagati, pa še nisem Matevža že obvestil. In sicer obstaja ena storitev SpeakPipe, kjer lahko greste na spletno stran in se gor posnamete, mislim, da lahko posnamete do 30 sekund in potem pošljete na nek mail, pa če boste kaj fajnega sporočili, vas lahko tudi vključimo v BIM pogovore. Bo povezava v opisu. Lepo, to si dobro našel. Tako da ja, vsekakor pozivajo, da se kaj oglasite, pošljete kaj mail ali pa pokomentirate na Facebooku. Sicer sem eno tako objavo sem že naredil za zahvalo, ne, poslušalcem, ki so se tudi na YouTube kanal naročili. Tako da zdaj ima BIM pogovori eno tako bolj prijazno domeno oziroma pač URL, no, ne domeno, do tega BIM pogovori YouTube kanala. Kaj je pač omejitev, koliko naročenih je minimalno potrebno za to, da ti YouTube to omogoči, ne. Tako da še enkrat hvala, ker ste se naročili. Tako da povezavo pa vsakakor tudi v teh zapiskih. Velja pa jasno še zmeri mail, kamor pošljete lahko kakšne predloge kar na info @bimpogovori.si, tako da to oba z Robijem dobila. In upam, da kaj slišimo od vas čim prej. Pa da bo ta izolacija čim prej mimo. Ja, to pa lej. Bomo videli, ne? Ampak Robi, veš, kaj sem se zdaj spomnil? Okay. Da bo zdaj pa že kar nekaj časa, zdaj bo tole skoraj na neko lepo obletnico, bo tale podcast šel. Ja, 12. april. 12. april, ne? Danes smo 10. 12. bomo nedeljo, skratka skoraj na tisti torek bi šel tale ven, tako da si lahko čestitava. Koliko je zdaj že to? 5 let? Ne, 16. 4 leta. Lepo, ne? Pa še tako lepo številka ima tale oddaja, 111, tako da mislim res. Yeah. Lahko tudi čestitke pošljete, če nimate kaj druga. Tako, ja. Je nič. Robi in poslušalci, adijo za danes. Adijo.